Pozdravljeni! Ker se bliža 5. februar, ki je rok, do katerega je potrebno za dohodnino prijaviti vzdrževane družinske člane in na nek način tako optimizirati plačilo dohodnine, si bomo pogledali primer situacije, ko ima družina otroka, ki dela preko študentskega servisa. Obrazec, ki ga bomo uporabili, se nahaja na spletni strani portala eDavki. In sicer uporabljamo dva obrazca. Na levi strani bomo izpolnjevali obrazec za Petra Novaka, študenta, ki je v letu 2018 preko študentskih napotnic zaslužil 8000 evrov. Če v tem primeru pogledamo njegov testni izračun dohodnine, ugotovimo, da je študentu v letu 2018 omogočena posebna osebna olajšava v višini 3302 evra in pa, če starši študenta ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, še splošna olajšava v višini 6519,82 evra. V primeru študenta Petra Novaka vidimo, da študentu ni potrebno ničesar plačati in seveda tudi vrnjeno ne dobi ničesar. Na levi strani si pogledamo situacijo njegove mame Metke Novak. Metka Novak je v letu 2018 prejela v višini 21 000 evrov plačo oziroma osebni dohodek, plačala prispevke in akontacije in pa hkrati prejela tudi regres za letni dopust. Če pogledamo njeno situacijo oziroma preverimo testni izračun, ugotovimo, da je lahko uveljavljala splošno olajšavo in sicer na koncu mora doplačati 535,21 evra. Da pa lahko optimiziramo plačilo dohodnine, pa poskušamo z olajšavami za vzdrževanje družinske člane. V tem primeru bo Metka prijavila svojega sina Petra Novaka kot vzdrževanega družinskega člana. In sicer za celo leto, torej za 12 mesecev. V tem primeru, če pogledamo testni izračun dohodnine, vidimo, da Metka dobi vrnjenih 122 evrov, torej kar nekaj razlike. Vendar mora v tem primeru njen sin študent v svoji napovedi povedati oziroma izjaviti, da ga njegova mama uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. In sicer za 12 mesecev. V tem primeru vidimo, da mu splošna olajšava ne pripada in zato mora študent plačati 425 evrov. Na ravni družine je torej to približno 300 evrov. Pa si pogledamo še tretji, optimalni način, ki je seveda odvisen od posamezne situacije izplačil in pa njihovih višin. V tem primeru bo mama uveljavljala posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane samo 7 mesecev. Enako seveda zapiše tudi Peter. Če pogledamo sedaj situacijo Petra, v tem primeru Petru ni potrebno plačati ničesar, hkrati seveda ne dobi ničesar vrnjenega, mama pa mora doplačati 151 evrov. Torej v tem primeru družina plača skupaj samo 151 evrov. Torej vidimo, da lahko z testiranjem tako po mesecih uporabljati posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane na ravni družine kar nekaj prihranimo.